Dober dan, sreda, kulturni praznik, dan pred oblikovanjem nove vlade, oziroma v teh dneh jo bomo dobili. Kaj nas čaka? Kaj nas čaka, kako bo izgledala, od kod prihajajo, kam gremo? Vprašanje, ki se mi zastavlja, je to, imamo vlado, ki vsebuje večino predsednikov parlamentarnih strank, ki so v vladajoči koaliciji. En predsednik se odločil, da ostane v državnem zboru. Je to dobro ali slabo? To je predvsem brez veze, irelevantno po moje, ker niti ni pomembno, je kdo predsednik stranke ali kdo ni predsednik stranke, pomembno je, koliko je dober na svojem mestu. Mislim, da bi morali ta kriterij zavzeti. Mogoče bi morali oceniti, da so te ljudje, ki bodo zdaj zasedli ministrske položaje, res prave osebe, ki bi zmogle, in osebnosti, ki bi stale za svojimi odločitvami. To se mi zdi ključno. No? Ja. Zdaj, največ razburjenja je v zadnjih dneh povzročil ta pripojitev kulturnega resorja k resorju, ki se bo ukvarjal z šolstvom, visokim šolstvom, znanostjo. Se pravi, vse, kar sodi recimo v sfero omike, bo priklopljeno oziroma spravljeno metaforično pod eno streho, čeprav bo verjetno administracija delovala na 2, 3, 4 lokacijah. Na nek način tako izgleda, kot da si sedanja vladajoča koalicija tukaj povzroča nekaj težav z, bom rekel, zgodovinskimi zavezniki te politične hemisfere. Ali jaz mislim tako, iz ne vem kakšnega mehanizma se mi zdi, da je to pravzaprav najboljše, kar se je lahko ta trenutek zgodilo. Ne rečem najbolj pametno, rečem najboljše. Iz preprostega razloga, ker je v bistvu že v sami iztočnici, še pred nastopom vlade, še preden se igra začela, je praktično že celotna civilna družba na nogah. Kaj si pa boljšega lahko želimo, kot to, da je celotna družba na nogah? Civilna družba, govorim, na nogah. In poleg tega, da bo treba državo rešiti finančno, kar je sigurno prva in največja naloga zdajšnje oziroma prihajajoče Janševe vlade, je, o tem se pa ne govori, o tem bomo pa morali spregovoriti, ena lepa okoliščina, ki prihaja namreč v smislu čistilnega mandata, pa ta, da se v bistvu ravno pod to oblastjo, z ravno tem ozadjem in z ravno temi nesporazumi na čistini znajde neka slovenska podzavest, neka slovensko nerazčiščeno stanje, ki ga je pa vendar treba razčistiti. In če spojiš finančno krizo hkrati z krizo politične kulture v Sloveniji, daš to skupaj, rešuješ v enem paketu, je to skrbem na vkljub lahko zelo dobra informacija in platforma, ki se zdaj vzpostavlja, je v tem smislu idealna. Ni pa seveda pa to ne pomeni, da se bo dobro izšlo. Optimistično gledano se pa lahko zelo dobro izide. Se pravi, dejstvo, da se je civilna družba angažirala, predstavlja nek ogenj pod tem kotlom in poganja neke procese Ti si bil zelo močno del takrat na Radiu Študent, Mladina in tako naprej, se spominjaš 80. leta, 88. Približno. Se še približno slino. In v bistvu se zdaj kultura z strahom pred simbolno ukinitvijo njene vloge, konstitutivne njene vloge v slovenski državi, vrača na tisto izhodišče. Ne v taki intenziteti, mogoče tudi bolj zrelo ali kakorkoli že, ampak vendarle v izhodišču se vrača na to izhodišče in se bo vprašala. Ali smo mi to državo naredili kot državo in smo imeli oči uprte v državo, ali smo delali neke nove kariere, ki bojo ponavljali stare napake. In ljudje se te dni to sprašujejo in to je res dobra, mislim, iztočnica za vstop v mandat, ki pa vendar mora to državo postaviti povsem na novo. Vsi vemo, da jo mora postaviti na novo. Vsi vemo, da Slovenija ne bo več taka, kakršna je bila. Vsi vemo, da bo treba zarezati v pojem socialne države, kar je strašno delikatno početje in tako naprej. Skratka, široka debata pa omogoča, da bo tukaj mogoče narediti manj napak, kot bi jih bilo mogoče, če bi bilo tiho. Tablo imamo danes tukaj, na katero bomo narisali pravzaprav kompozicijo oblasti, ki prihaja. Zanima nas,
oziroma ko si postavil vprašanje, ne, oziroma trditev, da bo treba narediti stvari na novo, dajmo pogledati, pravzaprav, a so ljudje, ki bodo peljali to vlado, novi, oziroma v kolikšni meri so vpeti v preteklost. Ne? Tukaj damo mandatarja. To je razumljivo. Ne? Kje je mandatar Janez Janša do zdaj delal? Pravi, leta 90 je bil član Peterletovega kabineta, 92, 94 je bil pri Drnovšku, takole, in potem je bil 2000 še minister za obrambo pri Bajuku. Ok, to vse vemo. Zdaj pa, kaj so ljudje, ki so že delali v vladah in kje bodo zdaj pozicionirani. Tukaj imamo Vizjaka, ki je bil pred leti 2004 v Janševi vladi zadolžen za gospodarstvo, v tej novi vladi bo pa zadolžen za delo. Zdaj imamo Turka, ki je delal kot minister za razvoj, zdaj bo, kot sem prej nekoliko šaljivo rekel, minister za umiko. Pravi, tlele imamo eno tako lepo, ena marjetnica bo nastala. Potem imamo Žerjava, ki je delal kot minister za promet, zdaj bo minister za gospodarstvo. In potem imamo Erjavca, ki namerava biti minister za zunanje zadeve, včasih je pa že bil prav tako v Janševi vladi minister za obrambo. Vendar Erjavc je tukaj zanimiv patron, kajti on je tudi povezan z še enim mandatarjem, in sicer s Pahorjem. Pri Pahorju je nekaj časa delal kot minister za okolje, potem se je pa umaknil. Dajmo še predsednike z rdečo obkrožiti. Takole. Aj lepo. Ja, zgleda. Imamo nekaj ljudi, ki imajo nekaj izkušenj. Jaz mislim, da je to dobro, ne? Da nimamo ljudi, ki se bodo čisto novo učili vladanja. Vlada je, tako kot vsaka, pač sestavljena iz politikov, ne? To ni nek cvetobir stroke. Zdaj, pri imenih, ki pa se tukaj ne pojavljajo kot bivši ministri, jaz nimam problema, ne, priznati, da Janez Šuštaršič o ekonomiji pa v financah nekaj ve. Ne. On bo v tej kompoziciji kot finančni minister kar pomemben faktor in je od tega pravzaprav, kako bo on uspešen, marsikaj odvisno. Spet pa ni popoln novinec v državni administraciji, on je nekaj let vodil urad za makroekonomsko politiko. Ja, zaenkrat lahko ugotovivo, da se praktično seveda o tem, kaj se bo zapletlo ali pa bi se lahko zapletlo, ta trenutek ne mogoče govoriti, ker vlada še ni nastopila mandata in še ni naredila niti prvega uspeha, niti prve napake. Zato pa lahko govorimo, kje so simbolni vozli. Simbolni vozli so, kot smo že zdaj v teh dneh zelo velikokrat povedali, na notranjem ministrstvu pa na kulturnem ministrstvu. Kulturno ministrstvo oziroma kultura je na nek način povedala svoje. Zdaj notranje ministrstvo je pa dejansko simbolen vozel skozi prvo, kar je, bom tvegal osebnostno šibkost Vinka Gorenaka kot kandidata in pa seveda skozi proces Patria, kjer se dogaja pač pravnomočna obtožnica in je popolnoma nehigienično, da se to dvoje spaja v resor stranke, katere predsednik in seveda mandatar vlade je pod sumom korupcije. Ne. Torej, to je tisto, kar je ta trenutek na simbolni ravni ključno, na konkretni ravni pa dejansko se strinjam s tabo, da če bo Janez Šuštaršič svojo stroko odpeljal tako, kot je treba, ne, potem
bo imel zelo veliko težo in če ga bodo v tem smislu poslušali, ne, da bo treba varčevati in vse te zadeve, pomeni, da bo v Sloveniji zelo veliko nezadovoljstva, ker on, kolikor ga jaz poznam, ne, bo stvari postavil v tem smislu neizprostno. Ne. Preprosto treba je narediti tokle in tokle rezov, tokle in tokle privarčevati. Sindikati se s tem seveda ne bodo strinjali, ljudje, ki bodo prikrajšani, se ne bodo strinjali in tako naprej in potem bo samo vprašanje doslednosti, koliko bodo upoštevali to, kar v bistvu stroka zahteva. Stroka bo po tem smislu zelo ne simbolna, ampak bo zelo konkretna. S tem, da jaz bi upozoril še na eno čer, na katero lahko ta Concordija nasede. Tukaj ne gre zgolj za to, kako bodo reagirali sindikati, ampak gre tudi za vprašanje, kaj se od te vlade obeta kapital, ki pa je v državni lasti. Ta kapital, ki je v državni lasti, ima seveda tudi svoje interese, svoje velike ambicije in svoje velika pričakovanja vezana na zlasti Ministrstvo za finance. Tukaj so projekti, univerzijada v Mariboru, tukaj so velike vizije vezane na energetiko, teče nam projekt izgradnje T6, ki finančno ni pokrit, zaradi tega, ker se je najprej začel zidati, pa ukvarjati s tem, ali bo projekt dobil državna poroštva in ta državna poroštva niso majhna. Potem je pa tukaj še velik zalogaj vezan na državni kapital v državnih finančnih inštitucijah, konkretno v Novi Ljubljanski banki. Ni naključje, da je pred meseci se na Ministrstvu za finance oglasila pa tudi delegacija mariborske nadškofije, ki je nekoliko potarnala, da bo šla pod vodo, če država ne priskoči nesebično na pomoč. In bila zabeležena v lobistični stik. No, in zdaj si bistvo povedal. Torej, vsi se pogovarjamo o kapitalu, ki ga ni in ki ga ne more biti in ki ga je treba šele ustvariti, da bi bil. In tu je na mestu zdaj pripomba na enega cenjenega kolega Petra Kolška, ki je v komentarju spregovoril o kulturnem kapitalu. To je bil pravzaprav edini konkretni kapital, edina diferencija specifika, ki jo je Slovenija kot država še uspela ohraniti v svetovni gospodarski krizi. In ta kulturni kapital v bistvu cilja tudi v polje politične kulture, ki lahko šele omogoča neko pravo politiko, ki onemogoča korupcijo, ki onemogoča iracionalno investiranje v iracionalne projekte, v katerih se zaračunavajo hladne provizije in podkupnine in tako naprej. Skratka, slovenska država je, kot kaže, zdaj, če smo v dneh okoli kulturnega praznika, se mi zdi, da je ključnega pomena povedati, da dejansko je treba izčistiti pojme politične kulture in pa kulture nasploh in državljanske kulture in iz tega narediti neko zgodbo, ki bo Slovenijo vzpostavila ali pa redefinirala na novo in na ta način bodo mnogi problemi mnogo manjši oziroma bodo zginili po neki samodejni poti, sicer se bo pa stvar zapletala. Nemogoče je finančno državi rešiti, ne da bi jo kulturno redefiniral. Politično kulturno govorim. Mava dobro poanto. Ja. Na tej točki končeva. Prav.